Najprej se udobno namestimo na stol, lahko se tudi uležemo na tla. Za kratek čas usmerimo misli na telo in opazujemo, kako se počutimo. Pozornost usmerimo na svoje dihanje. Upoštevali bomo 2 pravili. Dihali bomo s prepono in srednje globoko. Misli usmerjamo na dihanje, na občutke v trebuhu ali prsnem košu. Za trebušno dihanje si pomagamo tako, da eno roko položimo na trebuh malo nad popek, drugo pa na prsni koš. Potem pozornost spet usmerimo na opazovanje dihanja. Samo opazujemo, kako zrak z vdihom priteka v telo in z izdihom izteče iz njega. Poskusimo dihati sproščeno, pozorni smo na prepono, to pomeni, da dihamo s trebuhom. Opazujemo lahko, kako se roka nad popkom ob vdihu počasi dvigne, ob izdihu pa počasi spusti. Ramena naj ves čas mirujejo, naj ostanejo sproščena. Dihamo tako globoko, da nam je še vedno prijetno. Priporočilo je tudi, da vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta. Tako opazujemo dihanje približno 2 minuti. Za začetek je dovolj, če vdihe in izdihe samo štejemo, naredimo jih kakšnih 10. Vajo po nekaj časa zaključimo s tem, da preverimo, kakšne učinke je imela na nas. Kako se počutimo, kaj občutimo v telesu, kaj se je sprostilo in ali smo se umirili. Druga verzija pa je tehnika, ki jo imenujemo dihanje 3-1-3 in je zelo primerna recimo za trenutek tik pred nastopom, saj je namenjena temu, da prevzame vso našo pozornost za kratek čas. Zaradi štetja dihanja pozornost popolnoma preusmerimo stran od nastopa. Hkrati pa nam štetje ritma lahko pomaga, da ne pozabimo tudi na temeljiti izdih. Ponovno se udobno namestimo in pozornost usmerimo na svoje dihanje. Dihali bomo v ritmu 3-1-3. To pomeni, da vdih traja 3 dobe, 1 dobo vdih zadržimo in nato spet 3 dobe izdihujemo. Štejemo takole. Vdih, 2, 3, zadržimo, izdih, 2, 3. Poskusimo. Vdih, 2, 3, zadržimo, izdih, 2, 3. Vdih, 2, 3, zadržimo, izdih, 2, 3. Dihamo počasi, sproščeno, naredimo 5 do 10 ponovitev. Seveda tudi tokrat dihamo s prepono, hitrost štetja pa naj bo takšna, da bo dihanje srednje globoko oziroma popolnoma prijetno. Poskusimo vdihniti skozi nos in izdihniti skozi usta. S tem, ko se naučimo sproščati, smo sposobni obvladovati svojo napetost v raznovrstnih situacijah, na primer na štartu, pred pomembnim nastopom, ali pa ko se bliža datum oddaje naloge ali pred izpitom. Najpreprostejši način zniževanja napetosti so ravnokar predstavljene dihalne vaje, da pa bi bile kar se da učinkovite, jih moramo redno vaditi, s čimer razvijamo dobre občutke za svoje telo ter prepoznavanje lastnih stanj napetosti in sproščenosti. Poleg kratkotrajnih tehnik sproščanja poznamo tudi bolj intenzivne oblike, ki so v športu in glasbi namenjene predvsem zniževanju napetosti v dneh pred prihajajočim tekmovanjem ali pa pred pomembnim nastopom, kot tudi zagotavljanju dobre regeneracije v obdobju težkih treningov, vaj ali dolgih tekmovanj. Z globoko sprostitvijo se naučimo, kako se odklopiti od okolja in s tem navidezno zmanjšati količino motečih dejavnikov. Naučimo se obvladovati misli, čustva, prepoznavati moteče vzorce ter jih poskusimo nadzorovati. Sproščanje je dejavnost, pri kateri delno lahko vplivamo na avtonomni živčni sistem. Med sproščanjem upadejo nivoji noradrenalina, adrenalina in kortizola.
Telesne reakcije so tako ravno nasprotne tistim, ki se pojavljajo med stresno reakcijo. Srčni utrip in dihanje se tako upočasnita, žile se razširijo, zaradi česar se pojavi občutek toplote, zmanjša se količina potenja, popusti tudi mišična napetost, umirijo pa se tudi čustva in misli. Poznamo več tehnik globokega sproščanja, kot je recimo avtogeni trening, postopno mišično sproščanje, predstavljanje ter globoko sproščanje, ki je na voljo v obliki zvočnega posnetka. Primerno je za doseganje intenzivne sprostitve, zato ga izvajamo, ko imamo dovolj časa, na primer zvečer pred spanjem, v času popoldanskega počitka in podobno. Kot za dihalne vaje tudi tu velja, da je učinkovitost odvisna od redne vadbe. Zato priporočamo, da se globoko sproščanje učite izvajati v čim bolj mirnem okolju. Ko ga boste bolje obvladali, pa vas tudi kakšni zvoki iz okolice ne bodo motili. Priporočila iz literature pravijo, da so za dobro obvladovanje tehnike pomembni vsaj 3 tedni, v katerih vadimo redno. Torej vsak dan.